V tednu mobilnosti želijo občine spodbuditi lokalno prebivalstvo, naj se poslužuje drugih načinov vožnje, ne zgolj z osebnim vozilom. In prepričana sem, da bo ta teden minil z velikim številom udeležbe, seveda z dobro organizacijo in tudi ozaveščenostjo mladih in starejših za mobilnost, za gibanje in seveda pravo smer v zdravje z gibanjem. V novomeški občini bodo v prihodnjem tednu brezplačno vozili mestni avtobusi, brezplačno si bo možno izposoditi kolo, 20. septembra pa bo pohod po Rudolfovi poti. Najbolj pestro bo na dan brez avtomobila v petek 21. septembra, ko se bodo na glavnem trgu predstavili člani športnih društev in klubov. Ta dan bo središče mesta tudi zaprto za promet. Bo pa potekalo to tako v dopoldanskem času, da bodo pripravili take postojanke s svojimi poligoni oziroma delavnice, na katerih se bodo obiskovalci v dopoldanskem času, so to seveda predvsem otroci iz vrtcev iz osnovnih šol, sami tudi preizkusili. Sodelovanje so potrdili tudi nekateri znani športniki. Sicer pa bodo izdali tudi zloženko s predstavitvijo vseh društev vključenih v Športno zvezo Novo mesto. Popoldanski spored bo popestril še bazar nevladnih organizacij, kjer se predstavljajo društva in zavodi z različnih področji, od socialnega varstva, kulture, športa, mladine, okolja in podobno, in se predstavljajo na stojnicah, delavnicah in na glavnem odru z različnimi programi. Teden mobilnosti bo občina 22. septembra sklenila z drugim županovim dobrodelnim teniškim turnirjem.